Dežela Kranjska nima lepšega kraja, kot je z okolišno ta podoba raja. Ob iskanju svojega domovanja so ljudje naleteli na idilično jezero, ukleščeno med prelepimi gorami, in prav gotovo je tudi njih že zanimalo, kakšne skrivnosti in podvodne prebivalce skrivajo temne globine tega predalpskega bisera. Potapljanje, svoboda in breztežnost v svetu globin, kamor človek dolgo časa ni imel vstopa. Pot je odprl šele razvoj tehnologije in avtonomnih dihalnih aparatov na stisnjen zrak v zadnjem stoletju. Organizirano potapljanje v tem idiličnem kraju se je začelo že leta 1974 z ustanovitvijo Društva za podvodne dejavnosti Bled. No, nekateri ustanovni člani so se sicer z raziskovanjem podvodnega sveta začeli ukvarjati že prej. Franc Pelko, prvi predsednik društva, je kot občan Bleda prvi imel potapljaško opremo in je s pomočjo stisnjenega zraka v jeklenki lahko raziskoval in opravljal razna podvodna dela. Alojz Bernard je bil prvi inštruktor potapljanja v naši okolici. Sodeloval je pri prvem ekološkem filmu v Evropi z naslovom Strupi, ki ga je posnel Mako Sajko. Peter Boškin se je kot 20-letnik leta 1964 udeležil tradicionalne novoletne tekme v podvodnem ribolovu na Malem Lošinju. Miha Pelko je kot 16-letni fantič že leta 1971 pomagal očetu pri podvodnih delih na Blejskem jezeru. Ko sem doma z Bleda, se mi je zdelo nekako logično, da sem se začel ukvarjati s potapljanjem. Oče se je potapljal že kmalu po vojni. Pred letom 1973 sem naredil izpit za potapljača v Izoli. Kmalu potem sta se pri nas oglasila Janez in Joža s pobudo, da bi nekako ustanovili potapljaški klub. Gasilci z Bleda, tudi predsednik Lunar, je praktično glede na to, da je bo največ problem na Bledu reševanje utopljenstva teh reči, so rekli, bo fajn, da bi naredili usposobili na Bled potapljače in so leta 1973 organizirali na Bledu potapljaški tečaj. No, leta 1974 smo pa na pobudo Klemenca, predsednika Slovenske potapljaške zveze, Rozmana Jankota, načelnika Narodne obrambe Radolca in pa Lunarja ustanovili klub, Blejski klub, 10 podpisnikov tečajnikov in zdaj 30 smo tukaj še zmeraj prisotni. 10 kandidatov je podpisalo ustanovno listino. Valentin Beguš, Bojan Čublilo, Jože Konc, Lovro Legat, Bojan Olip, Franc Pelko, Miha Pelko, Marjan Pesjak, Janez Strelc, Marko Zupan. Tako smo začeli s potapljanjem. Že leta 1974 smo imeli akcijo iskanja utopljenca prav tukaj pred grajskim kopališčem. Kar je klub ustanovil, sem tudi rekel, da je treba tudi znak narediti klubski in smo z tega naslova nekako z skupaj imeli idejo, kaj bi naredili na znak in smo nekako prišli tudi tega, da damo noter ribo, smo noter še vključili želvo, živi na suhem in na morju in z tega naslova tudi ratali poj na znak riba, stilizira in pa želva, ki je zdaj še ostala na našem klubu. No, že v začetkih
delovanja našega društva smo sodelovali pri organizaciji državnega prvenstva v podvodni orientaciji. Začela so se prva podvodna dela. Dobili smo naročilo, da naj preiščemo traso, po kateri naj bi tekel vodovod po dnu Bohinjskega jezera. To smo seveda sprejeli z velikim veseljem. Takrat smo bili že verzirani potapljači z veliko stažnih potopov. Glavnina teh potopov je bila v kalni, hladni vodi z majhno vidljivostjo, ampak akcija je bila nekaj svojstvenega, zaradi tega, sploh če jo gledamo z današnje močmi. Mi smo se takrat potapljali brez rešilnih jopičev, v čisto običajnih neoprenskih 5 mm oblekah, sicer z rokavicami pa z nogavicami. Temperatura na dnu Bohinjskega jezera je bila tam 6-7 stopinj, vidljivost skoraj da ničelna, kar je presenetljivo. Vsak misli, da je Bohinjsko jezero čisto, vendar v dnu je povsem enako kot blejsko, motno, kalno, temno je. S povečanjem članstva so se pokazale potrebe in različni interesi in ugotavljali smo, da vsi vsega ne moremo početi. Zato smo začeli ustanavljati sekcije. Družbeno najbolj pomembna je sekcija podvodne reševalne službe v okviru Slovenske potapljaške zveze. Ustanovljena je bila na pobudo civilnih zaščit tedanjih občin Radovljica, Jesenice in Tržič. Jože Konc, častni predsednik Društva za podvodne dejavnosti Bled. 35 let je vodil podvodno reševalno službo postaje Bled. Izvedli so številne zahtevne reševalne akcije, vedno poslušali opozorila o varovanju reševalcev, brez vrvi nikamor. Soočati pa so se morali tudi s tragedijami človeških življenj. Najatraktivnejši reševalni akciji materialnih sredstev sta bili dvig kamiona mešalca betona z Bohinjskega jezera in dvig ultralahkega letala iz globine Blejskega jezera. Takoj smo aktivirali ekipo za reševanje iz voda pri civilni zaščiti občine Radovljica. Okoli 6 smo bili na jezeru, na kraju nesreče, kjer smo približno ustanovili, kje je bila nesreča narejena. Kjer je bila izredno slaba vidljivost in temna, smo se odločili za akcijo naslednji dan, to je danes. Lastnik, vsi smo zadovoljni, da se je dosti dobro uspela, rad kot mi, da se vse srečno končalo. Če jaz gledam z našo opremo, z naša znanja, v tistih časih je bil to za nas kar podvig. Pa ga je bilo treba in najdeti in vse skupaj. Najdeti in pa dvigati. Kar rečem, da imamo tudi nek sreče, da je naš potapljač reševalec tudi voznik hruške bil in da je znal pod vodo hruško razstaviti, ker takrat ni bilo v Sloveniji dvigala, da bi lahko polno hruško betona pa avto naenkrat dvignili. In med vas s kolegom Tomažem so mogla ta del kompleten razstaviti na 2 dela, tako da so pod vodo res lahko dobro delala. Problem je bil, ko smo to odšraufali, tele vijake pa to vse, ker je avto je bil na boku v vodi. In smo se bali, da se ne bi to odvalil. Potem, ko smo mi to s kolegom zapela, tle od spredaj smo zapela in ozadaj, tle pod temu dvigom smo zapela, od zgore na kampo na trikotnik, ki je bil dvig hruške, nam je ta prvič rato že na 2 metra nad vodo, se je zajla odtrgala in nama pred nosom nazaj not. Jaz sem v tistem strahu, sem rekel, za nam je pa šla hruška po bregu dol do podna, sreči je bilo to teže mula, da se je hruška postavila po koncu. Drugo ražok smo zapeli, smo samo za ta obrod zapeli okrog in krog in je lepo ohka dvignil. Ko so to spraznili, smo pa še ekstra samo sam podvozi avtomobila ohka dvignila. Pred leti se je mlad nadebudnež vozil po zaledenelem jezeru. Led se je prelomil in avto se je potopil na globino 20 metrov. Jože Konc se reševanja spominja takole. Povem se samo zato, ker smo ta avto navezali, napolnili balonom zrakom in ko se je ta avto utrgal od dna, je šel kar raketa na površino, na vrh je samo pa dal obrnil in še enkrat šel z hitrostjo avto nazaj dol. To je mi tako znanje, ker nismo vedeli, kako je treba praktično delati s padalom, da moraš prvo breme, ki je pripeto na mul, ga moraš počasi dvigati in počeli počasi dvigati gorno. Sreče bo to, da praktično, ki je šel avto nazaj dol, da so vsi potapljači bili dosti stran, da je tako padel tam, ki je bil. No, drugo reševanje oziroma dviganje je bil uspešno in smo ga praktično dvignili, kako je treba. Hočem povedati, kako časa treba tudi malo sreče imeti poleg znanja.
A ne le potapljanje zaradi užitka in reševanja, ena od ključnih sekcij društva je namenjena izobraževanju potapljačev, ki šele delajo prve korake v podvodni svet, pa tudi tistim, ki želijo svoje znanje še nadgraditi in utrditi. Mimogrede smo se usposobili za poučevanje drugih in naslednji let smo že sodelovali pri tečaju Kranjskega kluba. Od takrat naprej smo redno tudi usposabljali kader. Vsako leto smo organizirali tečaj, ne samostojno, izpeljali smo pouk, del tečaja, izpite smo pa seveda delali v Piranu, kjer so imeli za to usposobljene inštruktorje. V izobraževanje se je vključil Brane Krivic. Kasneje so se pa malo predpisi spremenili in je bila zahteva, da mora imeti klub, če hoče imeti svojo potapljaško šolo, vsaj potapljaškega inštruktorja. In tako sem jaz leta 1986 šel delati ta izpit za M1. No in potem sem jaz tega leta tudi prevzel vodenje te potapljaške šole na Bledu. Dejansko imeli smo potem pa še tudi te predavanja in tam so pomagali najprej dr. Črne iz Radovljice, kasneje pa dr. Novak Lojze iz Lesec. Naša šola je delovala od vsega začetka in še zdaj deluje po tem sistemu CMAS-a. In tako so se pojmi priključili še Mirko Meglič, Jakovec Vlado, Megloba Ivan in pa še majhen kasneje še Janez Andrejc, ki je potem na koncu, ko sem jaz zaključil z mojim aktivnim delom v šoli, prevzel tudi to izobraževanje. V Slovenski potapljaški zvezi vsako leto pridobimo licence. Naša krovna organizacija, Slovenska potapljaška zveza, je poskrbela za strokovno izobraževanje inštruktorjev. V društvu že dolga leta deluje tudi fotosekcija, ki pridno in z zanosom beleži utrinke iz podvodnega sveta. Sam sem se začel ukvarjati kmalu po izpitu v letu 1976 z podvodno fotografijo. Prav tako je naš član Cene Švab že imel prvo podvodno fotokamero, analogno podvodno fotokamero Nikonos 2, na kar je že takrat upravljal zelo uspešne posnetke. To je edini fotoaparat, ki ni potreboval podvodnega ohišja. Sestavljen je iz 3 glavnih delov. Objektiva, osrednjega dela ohišja, v katerem se je nahajal film. Je pa totalno mehanski, nima nobene elektronke. To je bila še dodatno širokokotna predleča. Pod vodo brez širokokotnika pa skoraj ni mogoče narediti dobrega posnetka. Za ilustracijo lahko povem, da ga je tudi Roger Moore uporabljal v enem iz svojih filmov James Bonda. V Sloveniji so se organizirala takratna tekmovanja v podvodni fotografiji na temo fotolova. Torej, treba je bilo fotografirati največje število različnih vrst rib. Naš Scene se je udeležil ekskurzije na Rdeče morje v letu 1978. Takrat je bil Sinajski polotok v lasti Izraela, ni bilo lahko. 2 katrce sta šli na trajekt in so se odpravili na kar uspešno turnejo, na kar so se vrnili s fenomenalnimi posnetki. Scene je takrat poslal prve posnetke v Francijo za izbor na svetovno prvenstvo in je bil takoj izbran v 13 najboljših držav, ki so se udeležili naslednje leto 1979 svetovnega prvenstva na Siciliji. Pomemben podatek za Bled je, da smo v letu 1985 prvič organizirali prvo tekmovanje v podvodni fotografiji na Bledu. Takrat je bila v Sloveniji in takratni Jugoslaviji vidna prelomnica, saj smo sami prvič uvedli tudi kreativno fotografijo, ki je bila zelo pomembna kasneje,
pri osvajanju na mednarodnih natečajih. Isto leto pa sem prevzel sekcijo oziroma vodenje podvodnih fotografov Slovenije. Po Francu Goltezu je sekcijo prevzela in vodila ženska, ki jih je bilo do takrat v društvu bolj malo, Katja Lakota. Z njo na čelu so v festivalni dvorani pripravili prvo razstavo podvodnih slik ob jubileju ribiške družine Bled. Utrnila se je tudi ideja, da ob čolnarni in pod bistrojem hotela Toplice fotografije potopijo pod vodo in se v nočnem času osvetlijo. Požela je veliko navdušenja tako med domačini, kot tudi med obiskovalci in turisti. Razvoj digitalne fotografije v zadnjih letih je omogočil večjemu številu članov nakup opreme za podvodno fotografijo. Posledica tega je veliko število podvodnih fotografij iz Blejskega jezera, ki jih že tretje leto zapored v poletnem času razstavljamo na Blejskem otoku. Poleg tega so obiskovalcem in prebivalcem Bleda na voljo razstave v Blejski knjižnici, občasno pa tudi v kavarni hotela Park. Vsi prej omenjeni in še mnogo tistih, ki nesebično pomagajo, za svoje delo ne potrebujejo pohval. A kljub temu je lepo slišati, ko tvoje delo nekoga navduši, kar opiše tudi izjava enega od pletnarjev. Lepo je, da ste spet naredili razstavo na otoku. Vedno nas turisti sprašujejo, kaj živi v jezeru. Sedaj jim lahko rečemo, poglejte slike ob sprehajalni poti okrog otoka, in tako se zadovoljni vračajo na obalo. In če nekateri uživajo pri fotografiranju podvodnega sveta, pa drugi predvsem uživajo, ko se slikajo s svojimi trofejami ali pa jih odnesejo domov za spomin. Ja, govorimo o podvodnem ribolovu. To se je dogajalo že leta 1980, ko sta dva člana, Pesjak Marjan pa Boškin Peter, bila prvič na republiškem prvenstvu v okviru tekmovanj za državno prvenstvo v Jugoslaviji. Potem se je podvodni ribolov razširil tudi pri drugih članih. Se je že pojavila skupina mladih fantov, ki so se ukvarjali predhodno z potapljanjem. Ena nadgradnja je bila pa podvodni ribolov. In to so se pojavili že na državnem prvenstvu oziroma republiškem prvenstvu v tistem času, kjer so sodelovali na Krku, pa v Nerezinah smo tudi kot društvo organizirali republiško prvenstvo v podvodnem ribolovu. In tisti najboljši, kot so bili Klinar Mitja pa Truhačev Boris, Mohorič Boris, so sodelovali tudi v okviru državne reprezentance. In prvi nastop nekako za društvo je bil imel Truhačev Boris, ki je šel z ekipo v Peru, v Ilo, Peru, to leta 1994. Leta 1998 pa je Klinar nastopil za svetovno prvenstvo v Zadru. Leta 2000 je tudi nastopil Klinar Mitja za reprezentanco na Tahitiju, kjer je reprezentanca nastopila in je bila recimo 12. v svetovnem merilu. Ena od sekcij v Društvu za podvodne dejavnosti Bled je tudi sekcija KAM. Skrbimo za druženje pod vodo in nad vodo. Sekcija KAM je zadolžena za organizacijo izletov, potem potovanj, križarjenj, kjer se družimo tako mladi kot stari. V sekciji KAM smo zadolženi tudi za druženje tekom celega leta. Po zimi skrbimo za fizično pripravljenost in sicer, da se družimo na odbojkarskih igriščih v telovadnici in pa rekreativno plavanje v bazenu. Manjkalo je pa nekaj tamle okrog 1. maja. Od 27. smo imeli praznik, je bil praznik OF, ta praznik povezali s prvomajskimi prazniki. Tako da smo pa za ta čas smo pa organizirali običajno kakšno ladjo. Naš klub je bil v letih okrog 80 let zelo aktiven. Neverjetno veliko smo se potapljali in v jezeru in seveda tudi na morju. Seveda je bilo pa treba potem malo organizirati te izlete na morje, tako da ni vsak posameznik nekam letal, ker najlepše lokacije za potapljanje v Jadranu vemo, kje so. To so dalmatinski otoki oziroma skoraj vsi otoki hrvaški. In dejansko smo imeli potem te naše tabore, ki so bili zelo fantastični na področju Kornatov, prav na samem otoku Piškera,
ki se imenuje Piškera, to je eno v strukturi teh zunanjih otočkov Kornata, in pa v Telaščici. Zame so bili to najlepši taki potopi na Jadranu. Pridi, sodeluj, vabljen si, povej, kam gremo. Poleg potapljanja z avtonomno opremo je v društvu še posebna sekcija, namenjena tistim, ki si želijo izkusiti resnično svobodno raziskovanje podvodnega sveta s potapljanjem na dah oziroma apneo. Varnost potapljanja nasploh, tudi za avtonomno potapljanje, je izredno pomembna ta podlaga prostega potapljanja, ker to pomeni varnost. Varno se potapljati pomeni obvladati oziroma vsaj nekako osnove prostega potapljanja. Velik del v društvu oziroma v sekciji apneja je bilo tudi tekmovanje. Nekako nas je to tudi povezalo in družilo, tekmovanja in treningi. Najboljše rezultate smo pravzaprav tako moški kot ženske dosegali v statiki. Statika to pomeni, da se pač uležeš na vodo, zadržiš dih in potem v mirovanju zadržuješ dih pač kolikor gre. Recimo moj rezultat je bil 5:26 na svetovnem prvenstvu v Renensu leta 2006, pa takrat mislim, da je tudi Aleš Seliškar skoraj 8 minut držal, je bil zelo dober. Zdaj tam v globinah smo dosegali tam med 50 in 70 metrov, to se pravi s plavutkami v globino. Ja, včasih je veljalo, da se je treba zelo nadihati pri potapljanju na dih oziroma pri prostem potapljanju. To se pravi, da praktično hiperventiliramo. Seveda danes je to čist ovrženo in postavljeno na glavo. Osnova prostega potapljanja, da tudi uživamo v potapljanju, je, da pred vsakim potopom, da se čim bolj umirimo in da dihamo globoko, mirno, umirjeno, sproščeno, dolgi vdihi in še daljši izdihi. To je prvo pravilo dobrega prostega potapljanja. A vrnimo se za konec domov. Blejsko jezero je tisto, ki mu v društvu posvečajo največ pozornosti. Temu je namenjena sekcija Jezero. Čistilne akcije organiziramo v društvu že od leta 1994 z namenom ohranjanja okolja in pač, da ohranimo naš jezerski biser tudi za prihodne generacije. Najprej so bile te akcije bolj klubske, potem pa je zadeva prerasla v vse slovenske akcije, kjer se jih v bistvu udeležuje več kot 100 potapljačev. Po sami akciji ponavadi tudi organiziramo družabno srečanje, ki je tudi namen, da se pač potapljači različnih klubov med sabo spoznamo. Sama ideja o božičnem potopu v bistvu izhaja iz avstrijske Koroške, kjer smo jo potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled prevzeli in smo že leta 1996 organizirali prvo božično potapljanje Smrečice. V naslednjih letih smo z Zavodom za turizem Bled organizirali legendo o potopljenem zvonu, ki poteka vsako leto za Božič v grajskem kopališču. Pred nekaj leti pa so potapljači in slovenska javnost v jezeru odkrili še enega, manj priljubljenega, celo nezaželenega prebivalca. Leta 2010 smo potapljači v jezeru opazili novo školjko, ki je doslej nismo poznali. Izkazalo se je, da gre za invazivno trikotničarko z latinskim imenom Dreissena polymorpha. V naslednjih 2 letih smo spremljali širjenje te školjke po Blejskem jezeru in ob koncu poletja 2012 ugotovili, da se je razširila preko vseh meja po celotnem jezeru. Školjka, ki se je širila po jezeru, bi lahko ogrozila življenje v Blejskem jezeru, zato smo se odločili, da bomo takoj pričeli z odstranjevanjem in pregledovanjem najdišč te školjke.
V naslednjem letu smo ob pomoči občine Bled in v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje potapljači pregledali celoten obalni pas Blejskega jezera do globine 8 metrov in iz njega v približno 400 urah potopov odstranili večino invazivnih školjk. Izkazalo se je, da je mogoče školjko obvladovati, saj se po ponovnem pregledu pol leta kasneje školjka na tistih mestih, ki so bila dobro očiščena, ni ponovno pojavila. Za vso to aktivnost in opremo so potrebovali dodatna sredstva. Del opreme in usposabljanja reševalcev so pridobili iz sredstev civilne zaščite občin Bled, Bohinj, Radovljica in Žirovnica, ostalo pa s članarinami in letnimi delovnimi akcijami, kjer so sodelovali tudi družine potapljačev. Poleg podvodnih del tudi varovanje veslaških prireditev, celo izgradnji vodovoda. Delali so tudi na suhem. Čistili okna in strehe tovarn, pometali po Bledu in sadili smrečice na Pokljuki. Seveda tudi pri potapljačih ne gre brez zabave. Organizirali so stojnice in potapljaške veselice. Vsako leto decembra pa brez njih ne bi gledali tradicionalne prireditve, legende o potopljenem zvonu. Z vedno večjo dejavnostjo so se potrebe kluba povečevale in do leta 1980 sta se poleg 3 kompletov jeklenk z regulatorji nabavila še večje in manjše padalo za dvigovanje bremen iz vode. In leta 1980 je klub imel že prvi gumenjak z motorjem. Z vedno večjim številom članov se je potreba po opremi povečevala. Klub je začel nabavljati tudi obče za reguliranje plovnosti. Ker ima večina članov svojo opremo, so se potrebe po klubski opremi nekoliko zmanjšale, kljub temu pa ima trenutno klub 15 kompletov osebne opreme, 3 čolne z motorji, 2 električna pogona za čolna in še veliko manjše dodatne opreme. Nikoli ne bo konca raziskovanja podvodno gladino našega jezera. Največji najdbi sta 2 meča iz bronaste dobe, ki se hranita v naših muzejih. A prepustimo raziskovanje zgodovine strokovnjakom. Mi pa z njimi bdimo nad bogastvom davnine, da nam nepridipravi ne odnesajo dela naše zgodovine in uživajmo v lepotah sedanjosti in podvodnega sveta. Poleg tima za čiščenje školjk pa imamo tudi raziskovalno ekipo, ki nekako raziskujemo skrivnosti Blejskega jezera. V zadnjih letih smo odkrili kar nekaj zanimivih stvari. Ena od teh bolj zanimivih je na primer zelo stara pletna, katero smo odkrili. Ocenjujemo, da je bila potopljena nekje v 60 letih in je tudi zelo lepo ohranjena. Leži približno na globini 25 metrov v zahodni kotani Blejskega jezera. Ena od zanimivosti je tudi, naprimer, ko je tudi moped iz leta 70, le s tem so se včasih podili po zaledenelem Blejskem jezeru. V 70 letih so upravljeni namreč nekakšna tekmovanja, ampak temu očitno ni uspelo priti nazaj na kopno. Ena od zanimivosti, ki se nam je zgodila, naprimer med iskanjem in potrjevanjem dejansko, kje je najgloblja točka Blejskega jezera, je bilo to, da se je med soniranjem so se kar naenkrat pojavljali nekakšne errorje, nekakšne napake. Tako da smo se odločili, da bomo to raziskali in na naše veliko presenečenje smo tam, kjer nismo ničesar pričakovali, kjer smo pričakovali praktično ravno dno, naleteli na globoka brezna. Septembra 2013 smo se prvič potopili na dno prve te največje globeli, kasneje smo jih namreč odkrili še 6, tako da jih je skupaj 7. Na najno veliko zadovoljstvo sva na dnu odkrila izvire.
nekakšne majhne, prečudovite vulkančke. Naslednja leta bodo pokazala, iz kje dejansko izviri so. Predvidevamo, da gre za meteorno vodo, nekakšno hudourniško vodo, ki prihaja obnovljivih iz hribov, ampak zato bo potrebno še malce počakati, da damo vzorce v analizo. Čeprav domačini pravijo, da ga ni čez Bled in Blejsko jezero, pa to ni razlog, da se potapljači ne bi odpravili tudi v tujino. Zato potujejo po vsem svetu in raziskujejo edinstvene potapljaške destinacije. Se med seboj družijo in izmenjujejo potapljaške izkušnje. Veliko dogodkov, ki so povezani z našim klubom, nas tudi povezuje preko potovanj po svetu. Bili smo 3-krat na Rdečem morju, bili smo na Tajskem. Mnogi izmed naših članov so se potapljali praktično lahko rečem po vseh oceanih in po vseh najlepših destinacijah potapljanja po svetu. Člani kluba se najraje potapljamo v svojem domačem jezeru, radovednost pa nas žene tudi naokrog. Potapljali smo se na najlepših svetovno znanih potapljaških lokacijah v več kot 30 državah po celem svetu. Najlepše in najbrž tudi najbolj mrzle potope v Sloveniji smo naredili v Savi Bohinjki, v koritih Mostnice, Idrijci, Tolminki, v koritih Soče, Cerkniškem jezeru, Rakovem Škocjanu in Visokogorskem Karanskem jezeru. Vedno znova se vračamo na naš Jadran, kjer se v okviru vsakoletnih klubskih izletov, taborov in križarjenj z ladjo potapljamo ob jadranski obali in med otoki. Poleg prelepih lokacij smo obiskali tudi arheološka nahajališča amfor in znamenite podvodne razbitine. Vsako leto se odpravimo na izlet v Francijo, v okolico nacionalnega parka Jer, ki je ena od 10 najlepših lokacij Evrope. Ne glede na starost ali število potopov smo nekateri med nami tukaj prvič videli barakude. Obiskali smo tudi potapljaške lokacije v Maroku, Sardiniji, Siciliji, na Malti, v Grčiji in na Cipru. Seveda smo se kot pravi potapljači odpravili tudi na najlepše svetovno znane potapljaške lokacije. V Sharm el Sheikh, Hurgado in Dahab smo šli preveriti, ali je Rdeče morje res rdeče. V pravem potapljaškem dnevniku ne smejo manjkati eksotične potapljaške lokacije svetovnega merila v Indijskem oceanu, na Maldivih, Šrilanki, v Indoneziji, Maleziji in na Filipinih. V Pacifiškem oceanu smo odkrivali lepote avstralskega velikega koralnega grebena, potapljali smo se tudi na Novi Zelandiji in na Tahitiju. Potapljali smo se tudi v Ameriki, v Združenih državah, v Gvatemali, Hondurasu, v Mehiki, na Jukatanu in Belizeju, na Kubi. Mehiški zaliv in Karibsko morje slovita po izredno lepih in zanimivih potapljaških lokacijah. Srečneži imajo v svojem potapljaškem dnevniku tudi Ekvador, Galapaške otoke v Pacifiškem oceanu. Potapljaško zanimive so tudi obale Peruja in Brazilije. Ob drugih priznanjih jim je občina Bled letos podelila za dolgoletno delovanje priznanje Rajska ptica. Vseh 40 let in danes in še naprej se bomo trudili naše Blejsko jezero vzdrževati v čim boljšem stanju še za naslednje rodove.